Jaz sem dobil Bernardinca. Dobro, da ne snemava takoj vedno, ker neprimerni pogovori. 131 glave. Yeah. In ne samo 131 glave, 7. rojstni dan glav. Ja, kva, to ti veš, neke statistike. Zdaj si bodi Slavko Jerič, ajde. 131. oddaja v 7 letih in nekaj dneh, sicer pa prva oddaja se je na sajtu Aparatus znašla 8. maja 2013. Naslov je Čarovnik po DHL-u in takole pravi opis. To je prva epizoda podcasta Glave. Boštjan in Anže preletita prvih 5 delov 3. sezone nadaljevanke Igra prestolov, kjer se vidi, kakšna materija sva bila, ker sva 5 delov predelala v 55 minutah. To se ne bi več. Jaz sem bil še na počitnicah čez 1. maj. Ne vem, ljudje, če se spomnite, včasih smo za 1. maja hodili čez mejo. In mislim, da takrat smo bili še v Štrasburu na obisku. Ja. In smo pol. Takrat se je pa pol začel. Bene 2 meseca, 3 mesece predtem sem bil pa v Aparatusu gost, ko sem bentil, kaj ta Tomic, sploh me še ni povabil, pa 12 gostov je že imel. Pazi to, zdaj gledam, in so v bistvu od 2013, v vsakem letu z izjemo 2018 ni bilo nove epizode glav. Se pravi, čisto vseh razen 2018 ni bilo, tako da kar epsko. Ja, god damn, 7 let, kaj. Stara sva, stara. Ja. To je kar slabo. Glavnem, da ne bomo preveč. Povabila vas bova na Facebook, kjer smo takrat bili pravzaprav samo en page, Aparatus, pa so pa itak je Facebook začel ubijati page in smo si naredili Facebook grupo, torej Aparatus Legitimna FB skupina, kamor ste lepo povabljeni, če ste eno od njih 16 normalnih čudakov na Twitterjih, na Aparatus počrtaj si, ampak tam res vprašanje, ne vem, kdaj sva sploh kaj videla, na zadnje kakšno debato, to ima Boki čez, da on pa za podrobnosti objavlja. Mi da so tako, Facebook people, sva pa tudi Instagram človeka, seveda, 2 največje influencerje v Sloveniji, kar se tiče Harryja Potterja, in če poslušate Glave in če to objavite pol v zgodbi na Facebooku, sva jako hvaležni. Čeprav, a lahko zvišava stave, Anže? Strah me je tega, povej. Dobri ljudje Instagrama, dajte ob poslušanju zadnjih glav, dajte pa ta prav post na Instagramu. Dajte pa ta prav, a imate to, a imate jajca, da ta prav post na Instagramu, da ostaneva zapisana v zgodovino. Jaz mislim, škaj je problem? Problem je, ker mislim, da je zdaj tako rada, storiji so taki, dan gor, who cares, ne? Posteva tako, tam zdaj ljudje pazijo. Zdaj vidimo, kdo se ne sramuje tega. Kdo je zdaj zares srcem prstvari, kdo je bil tiskar, Harry Potter, to mi je cool in to bom upal povedati še čez en teden. Jaz sem tako rekel, pa to ni taktična, da bi kogarkoli spodbudil. To strčevajo več kot 3. Ne povej, kam me pelješ na kosilo? Peljem te, 5 do 6 kil greva jesti, tako je. Cool. Ne bojo več kot 3. Pa, glej, redo je, slabo. Preveč hočeš od ljudi. Sam tako, glede na to, da to moramo povedati, mogoče že zdaj, preden gremo naprej, dejansko mi dva si domišljava, da sva toliko dobro influencala stvari, da je prodaja Harryja Potterja v Sloveniji narasla. Dejansko je, ki je bil članek na MMC-ju o prodaji knjig med karanteno, je Bojan Švigal, glavni urednik Mladinske knjige, rekel da je tudi se povečala prodaja knjig o Harryju Potterju. Sicer on je prav, otroke morajo starši, ki delajo doma, očitno nekako zaposliti. Mi dva si drznava trditi, da sva mogoče mečken kriva tudi za to, tudi na Emko, ko greste pogled dejansko med top 10 knjig najbolj prodajanih trenutno je tako full, evo, na drugem mestu Pasi mož, Gospodar Bouh, knjiga, ne vem, kdo je prevajal, bojda ful zabavna, pa imamo pa Ognjeni kelih na 3., Jetnik iz Azkabana na 4., in to je dnevna lestvica knjig, na 6. Dvorana skrivnosti, na 7. Feniksov red, na 7. Svetinje smrti in na 10. Princ mešane krvi. Vmes so samo Modrost starih psov, 220 stopinj poševno in pa na prvem mestu
neka gasilski priročnik o izgorevanju. Ni, sploh ne reči. To ne bi smel reči, nočem reklame, da imate knjigi šarlatanske. V glavnem, kar se mene tiče, mladinska knjiga bi lahko podprla glave. To je moje mnenje, zdaj pa. To sem zdaj na glas rekel, ampak v glavnem, zdaj pa. In pol izvajam pritisk na ljudi, ki rečem, dajte na Instagram. Jaz na korporacija, to je drugače. Zdaj pa tako malo resnosti naprej greva na tale finale Tomo gleda Potterja epizodo. Mora povedati par stvari. Najprej hvala, ker ste poslušali. Midva te glave so zdaj že parkrat takole malo obudila. Mislim, da je to zdaj kar rato, nekako neko vzorc in jaz to včasih malo z grozo naredim, ker rečem, moj bog, so se vsi odnaročili, noben ne poslušal. To ni res. Tako da res ful hvala, ker poslušate. Tole sva res štartala zaradi najbolj bizarne situacije, ki smo jo do zdaj kolektivno doživeli. Tako da upam, da so vsaj malo pomagala. No. Če odštejemo zmago Roka Žlindra in Kalamaro na Emi. Si izjemo tega, ampak ne. Upam, da so malo pomagala, ker sploh nama je pomagala, da so tole vmes delala. To je dejstvo. Tudi tisto, kar sem hotel poudariti, da zdaj to je ta 13. epizoda. Začela so v bistvu 16. marca. In je tole 13. epizoda, čisto za kontekst. Mi zdaj posnamemo, ker podrobnosti delamo še z Bokijom, jih ponovadi 19-20 na leto. Posnamemo pa z Godlerjem, posnamemo 20 opazovalnic, pa jaz posnamem 20 aparatusov, kjer se vidi, da jaz čisto preveč tega počnem. Tako da zdaj bom pa temu dodal še 13 glav resnic, kar je kar noro. Smo v bistvu res v zelo kratkem času kar veliko posneli, pa to ni zdaj neka mučeniška scena, samo tako čisto za kontekst, ker je bilo res užitek to delati, no, pa dejansko je pomagal. Zdaj, zakaj to razlagam, je pa zaradi tega, da ostanete naročeni, če ste, ker zdaj bomo definitivno pauzo naredila, tudi ne veva, kdaj bova nazaj obudila glave. Ampak upam reči. Ne, sam ne to je kaj Godler, kaj da sem z Godlerjem. Ne, hotel sem reči, pridova z naslednjim valom. Slovo. Dajmo tako reči, upava, da naslednjega vala ne bo, ampak se ob priliki vrneva definitivno. Ja, tudi brez valov. Okay. Edini en val priznavamo tukaj v tem podcastu. To je dejstvo. Ampak hočem samo to reči, tako da ostanite naročeni, ker načeloma we shall be back. Sem imela že tukaj zdaj ideja, pa so pa lepo s Fantastic Beasts v bistvu podaljšala, pa se to je relativno Potter. Zdaj tak vidim ta Wizarding World logo posod, tako da zdaj razumem, kaj so hoteli doseči. Ampak ja, tako da to, pa res ful hvala, ki ste poslušali. To vem, da je malo, to bi načeloma mogla na koncu nareči, ampak sem za nalaž rekla, da bomo na začetku pač eno proper zahvalo vsem, ki ste in komentirali, in na Instagram dajali, in maile pošiljali, in v grupi objavljali. Dejansko mislim, da tudi pri Igri prestolov ni bilo bi rekel, tazga odziva. Ne, to je dejstvo. Na družabnih omrežjih. Je bilo tudi res, da šele ta zadnja sezona je bila takrat, ki je bil tudi zares pravzaprav Instagram v razmahu, in vse je bilo pač pred Instagramsko. Ja, to je res. Ampak tudi tako in koliko enih ljudi je pisali, pa mi smo zdaj začeli gledati zaradi tega spet filme in gor in dol, recimo dobila sva mail od Klaudije, ki nam je pisala tole, to mora povedati. Draga Sultan in Pižamc, rada bi vam rekla preprosto hvala. Morda se bo slišalo, kot da malo pretiravam, ampak glave so mi res pomagale v tem obdobju. Ker živim v Bruslju, by the way, še vedno navijam za kakšno live epizode ali pa meet and greet aparatus mreže v Bruslju, seveda, ko bo situacija dopuščala. Midva sva takoj za to, mulfrit pade in te dobe, ampak to je res ta prav pomfri, pečen v goveji maščobi, tako da je prav tako, kot Belgici znajo. Zdaj pa školjke, ne vem že, kako bi si ti izbral školjke, jaz kolem Pehtranovo najbrž, Pehtranovo omakca, kaj bi ti? Jaz bi šel kar olin, pa una slanina sirkom, kaj narobe, ampak je prav. To je to, pač, ljudje, če ste školjke do zdaj jedli samo na buzaro, ja. Toliko več je tega, pašejo na buzaro na Jadranu, ne bomo rekli, ampak toliko več
je tega, da to je res. Tako, zaradi tega imamo radi Bruselj. Da nadaljujemo, sem v tem obdobju malce odrezana od familije in na čase postane kar težko. S Tomo gleda Potterja, pa vam je uspelo, da ste me čisto vsakič spravili v dobro voljo, ne glede na vse. Poleg tega pa ste me spodbudila, da še enkrat preberem knjige. Harry Potter maraton je namreč na sporedu vsako leto v času božičnih praznikov. Ja, nočem preveč nakladati, ampak želim samo povedati, da včasih majhne stvari res veliko pomenijo. Še enkrat hvala, Klaudija. Klaudija, vesel božič. Ni drugega za reči. To je dosti res. Tako da, ja, res ful hvala vsem za odzive. Zdaj greva pa na nek plan mava, kaj vse bova danes naredila. Ne? In v bistvu začneva z rangiranjem vseh filmov. Odločila so se, da bova te Harry Potter skupaj držala, potem Bisce nekako not vrgla naknadno. Je pa živale tako. In to moramo povedati, ker so zadnjič pozabila, da druge živale so že kolegi obodovci tudi obdelali, tako da je pejte na prejšnjo v zapiske, ki je pa nam že dodatno dodal noter. Pomatrite se, pač ne bova dala še enkrat, to reklame pa nava dela. Res je. Če ne, zaradi drugega morava pa reči hvala Mitotu za vse kalamari in meme, ki jih je naredil. No, ne gre to. Mal ne gre mem, ker se ne boš losil tega. Jaz ti sam dobro namerno svetujem. Jaz čakam zdaj, ko bo ta Lovecraft serija prišla. Mislim, da mi bo pripravil eno celo serijo novih tentaklosti. V glavnem, ja, je pa en twist, morava se strinjati. Zdaj nisva se nič naprej zmenila, šla bova lepo po filmih, morava se pa strinjati, ko bova delala ta spisek, ne. Bova šla pa od najslabšega k najboljšemu. Ne? Dejva tako, okay, tako da Pižanc, kater film je tebi najslabši? Ajde. Malo je težko. Ja. Namreč, ne bo reči tako, prva dva se malo lovita, skušata preveč se naslanjati na knjigo, ampak kljub višji produkcijski vrednosti, kljub temu, da so se že ujeli, da so bili v kolesih Svetinje smrti ena, bom rekel, zato ker ima preveč filarja. Podpišem, tako da evo, to je pač res, se kar strinjam, zato, ker je pol, zato, ker sem rekel, ker so te prve živale delala, ne, je pač, ja, ne, tisti film v bistvu ni okej. Tako, ni, preveč filma je. Razumem, da so hoteli zaslužiti in vse to, ampak tisti je tak money grab v resnici, da res, tako da ja, okej, Deathly Hallows je ena najslabši. Kaj pa se kar strinjava, kaj? Ja, kje se strinjava. Hudo. No dej, kaj pa pol, ajde. Dej ti. Jaz. Dej ti. Mislim, da tlele bova 6., 7. mesto, da se bova malo tepla. Jaz bom tako rekel, lepo si napovedal, da ta prva dva se dosti lovita, ne? Zdaj pa, jaz bi skor, moj bog, zdaj to kar, ne vem, bi dal ta prvega ali ta drugega, to je moja dilema. Zato, ker ta prvi se mi zdi veliko kup s tem, ker je pač ta prvi, in se mu lahko malo prosti. Ta drugi bi pa mogoče mogel biti boljši, ampak pa ne vem, če ni celo boljši kaj enka, recimo. Ne? Pa Dnevnik ima not. Ja, lej, sej. Ta Dnevnik je se mi zdi tako ful dobra. Ja. Kako so to prikazali, kako je tudi kot element uporabljen, ker v prvem je pač Voldy je pač sam una tortilja vzad na glavi. Ja, ok, zmeden. Enka gre na drugo mesto. Ok, zmeden. A zdaj na trojko si drznem reči, da se strinjava, da je Chamber of Secrets? Ja, Dvorana skrivnosti, definitivno. Okay, definitivno. Čeprav, a veš, hoče pa se pa reče, sem tam v prvi knjigi imaš pa uno kačo, a ne? Lej, ja, ok. Zdaj pa težko rata, ne? Ja. Realno gledam, zdaj pa ni več, zdaj pa kar bedno. Zdaj imamo pa 5 filmov, ki so bi rekel človek tam, pa se zdi, da bojo upadle preference. Jaz vam rekel takole, da naslednji najslabši mi je Ognjeni kelih. Ja. Kjer ga bi pa ti dal? Škaj fora? Jaz ne vem zakaj, ampak men Half-Blood, ne? Half-Blood, yes. Mi je škleme zdaj, ja, kvana. Mislim, Goblet, se strinjam, vem, kaj hočeš reči. Vsi ostali imajo malo več, se dogaja, ne? Kukor se tam... Tukaj se zdi, ta je res, da pač ja, imamo uno
turnir, sem prešel in je tako zelo štrljiven pač iz tega, kao skoraj nič se ne zgodi, kar bi bilo pomembno za bi rekel, celoten lok na nek način, če tako gledaš vse v filmu, pač dejansko vse skupaj je pravzaprav cel film, oziroma pa recimo temu 80% filma je samo način, kako bomo mi zdaj prštimali Harryja Potterja, da se bo on dotaknil tistega pokala, da ga bo teleportiral tja, ker pač on nima ideje, da mu ne, pač da bi mu prinesel tale možakar, kaj je Wormtail, ne? Oziroma, a Wormtail sodeluje z njim? Niti ne. Ja, takrat že sodeluje, ja, ker on je bil že prej, ne, v Jetniku iz Azkabana se Wormtail vrne. Zakaj mu niso preprosto enega tega portkija tako provalili nekam, pa da bi ga kaj postavil? Zakaj smo morali pa imeti mi ti 3 velike, nevarne preizkušnje, zato da se je on pa dotaknil, če bi lahko, ne vem, tega se takrat sploh nisem vprašal, ampak zdaj mi je to prišlo na pamet. Zakaj tam ne podtaknejo ene stvari, ne vem, Harryju pred bajto, ali pa kaj tazga, pa dajo gor, ni iz sladkorja, da vejo, da se dadli ne bo dotaknil. Okay. Ampak, kjer ga bi pa pol ti, a veš, kaj pa pol, recimo, da zberava se strinjam, da zberava med gobletom, ampak pa s čem še, ajde, za to mesto, recimo. Koga bi ti dal pol? Kam greš, v kjero smer greš? Sem tam, da vidim. Pa grem pa proti princu. Ja, se to ne. Jaz sem pa tako, sam veš kaj pri princu fora, pri princu je meni všeč, ki je to je od Snape'a film, razumeš? Ja, si za to. Hans Gruber, ja, zmenen, gremo, Fire. Mislim, ti si se dejansko strinjal, ne, zakaj si zdaj to ta antagonizem spravil, samo zato, da bi malo to vi mi retoriko podaljšval. Jaz sem upal, da bo vas spravila tole čez brez tega, ljudje so že pozabili, rekli so, da jih prijateljstva, ne, ti si mogel zdaj ne vem, kjer film, če ta paš, ampak ja, se strinjam s tabo, zakaj on že? Ne, poslušaj, veš kaj sem fora, meni je, pač Kelih mi je zaradi tega, ker ful se strinjam s tabo, da ima v bistvu samo un fight na koncu, a ne tako, da je malo veš, da je resnično, pa zelo je convoluted ta turnir. Ampak je pa kot turnir, pa kva se dogaja, pa v bistvu kar zabavno. A veš, kako če veš, ni slaba fora, no, da je ta Triwizard Tournament, pa to me, pol sem mal, ne, tam. Pa za princa bi se pol strinjal, jaz bi bil, ker tako princ je v bistvu dosti slab film, mislim, tako, ni ful dober, mogo bi biti boljši, no, tako bom rekel. Dosti boljši film bi mogo biti, glede na to, kva se not dogaja, no, tako bom rekel. Ampak ja, ajde, posva. Se pravi, zaenkrat imamo Deathly Hallows 1, ta prvi, ta drug, Kelih, princ. Zdaj je pa zanimivo. Zdaj imamo pa 3, zdaj imamo pa še 3, za vse, ki spremljate, pa mogoče ste zbegali, kateri filmi so to so po vrsti Izhajanje Jetnik iz Azkabana, Feniksov red in pa Svetinje smrti 2. Yes. Mislim, to je zdaj po kronološkem zaporedju. Zdaj, jaz bom tako rekel. Jaz mislim, da Feniks je naslednji, ki ga dava na to lestvico. Ne? Se pravi, tretji najboljši, jaz mislim, da je Feniks. Ja. Škaj mi je sam že, jaz bi ga ful višji, jaz se tudi strinjam, da je tretji. Edin, da druga dva ima toliko enih dobrih, ampak tukaj mi je žal, da tega ne moram dati više, zato ker ima najboljšo negativko. Ja. Kot le Dolores Umbridge. Ja, Sej zaradi tega, ta je v bistvu od vseh, ki se preveč dogajajo na Bradavičarki, pa meni se preveč ne dogaja, ampak od vseh, ki se veliko dogajajo na Bradavičarki, je ta, ker to je težko boljš narediti, v resnici. Tako, ker je res ona, mislim pa tako, pa ful stvari se obrne, pa tudi ta scena, da Dumbledore ni več gazda, tako, ampak sta unada. Ampak kaj je najhuj? Da te drug film, kjer je bila prominentna Dolores Umbridge, dal pa na zadnje mesto. Svetinje smrti 1 so torej potrebovali več Umbridge. Tako. Več Dolores v svoje življenje, prosim. Tako, več Dolores, to je dejstvo. Pa se strinjava, Feniks je tretji najboljši. Ja. Zdaj pa. Azkaban ali pa dvojka, ne, Svetinje. Ja, ne vem, jaz ti bom iskreno rekel, takole, to je moja poanta. Jaz mislim, da Svetinje 2 so ena boljših zaključkov katerekoli te, sage, kot jih Američani pač poimenujejo. Ja. Jaz mislim, da je to res ena bolj takih
to, kar sem rekel že takrat, zelo zadovoljiv vse živo, zvest stvari, bitka je huda, tako res je epska, če že gradiš nekaj čez 27 filmov, ne se tako končane, to je vse res, ampak tisto, kar je mene, zakaj bi jaz zdaj dal to kot drugi najboljši in potem Azkabana na prvo mesto, ne, je pa zaradi tega, ker je Azkaban v resnici taka legit teenage film, ki je lepo posnet, pa glih dosti se not zgodi. Nima pa te teže, ki jo imajo Svetinje 2, ki zaključijo zadeve. Ne? Ampak mi je pa in lepši film, boljš odigrano resnica. Ker rečem lepši film, ne mislim samo tako tehnično, kar je tudi res. Tudi to je treba povedati. Tudi tako čisto tehnično je ful lep film. Ampak mi je tako kot neka taka mini celotica, mi je pa ful v redu, ima pa pač to nesrečo, zdaj na narekovajih, da nima te, jaz sem pa zadnji film v tej sagi. Se mi zdi, da če bi Deathly Hallows, Svetinje 2, če bi imele malo več tehnične dovršenosti Azkabana, recimo, pa mogoče še malo bolj te zgodbe zapeljane, še malo bolj na čustva, da bi igrali, to bi bila zmagovita kombinacija. Ne? Kako bi lahko še malo bolj na čustva igrali? Veš kaj fora? Se mi zdi, da Svetinje 2, vse, kar se tam dogaja tega, vsi ti revili, pa starci, pa to, una scena starci, recimo, jaz mislim, da če bi to naš mehiški prijatelj delal, da bi bilo močnej tist. Se mi zdi, da Jajc te stvari čisto kompetentno naredi, ampak jih ne joka zraven, razumeš? Jaz pa tam mislim, da bi joko zraven. Tako bi bilo narejen. Pa mogoče bi bila to bitka slabša, po mojem, ampak tisti deli se mi zdi, bi bili pa še boljš narejeni, pa še enkrat ne pravim, da so v Svetinjah 2 slabo. Ne? Ja, in že tle imamo mi zdaj en problem. Jaz sem si dejansko res od srca sem si želel, da bi lahko tukaj na koncu imela eno resno kresanje mnen. A ti tudi, ali kaj? Dejansko se zdi ravno, da je to, da je nekaj iz Azkabana gor nad to pelje ravno ta fino mehen tega ščepca avtorstva noter, da ima tisti neki oče. Že to, da daš ti, da imaš se prav 8 filmov in da je zaključek sage na drugem mestu, to se mi zdi neverjetno, ker pač, dajmo pogledati, Igro prestolov, kam bi nas med vse sezone dal 8, dajmo pogledati Vojno zvezd, kam bi med vseh 9 filmov dal zaključek Skywalker sage, a veš, ne vem, dajmo pogledati Razjarnikovi v prometu, kam bi dal del, Ata Razjarnik zgubi vozniški izpit, pa ne vem, a ga zgubi ali ne, zdi se mi, da bi ga mogel. Koliko ljudi misliš, da je razumel to šalo? Koliko ljudi misliš, a se lahko delam enkrat norca iz tega bumbarja, ne da bi omenil Rabljov fresko. Ok, zmeden, naprej. Se dejansko, jaz mislim, da so Svetinje 2 proper achievement. Jaz res mislim, da so, Hollywood ni sposoben tega narediti, tako bom rekel. Tudi pri Marvelu, razumeš, ta zadnji Avengersi pa to, krep proti kakšnem prej filmu od Avengersov, recimo, Mislim, krep, slabši. Ja, dobro, tam mi tako imaš, zdaj to govorim jaz, ker ne vem, če sem jih pogledal, ampak najmočnejši so se mi zdi, a veš, so ti solo ti bili, a veš, ker si imel Iron Man, ki jih je tako Robert Downey Jr. gor potegnil in pa si imel. Ampak vsem, tam, a veš, hočem reči. Tam na koncu je pa že tako, pa 5000 likov, ki jih moramo dati v kok, 16 ur, a bojo zdržali v kinu 16 ur? Ja, bojo zdržali 16 ur, v redu, bomo dali 3 pauze za kokice vmes, eno še za lulanje in to je to. Ja, exactly, no. Ta film pa dejansko pač morata, ampak tako, če me pa vprašaš, kjer ga od teh bi pa še enkrat gledal kar tako, je pa pač to Azkaban, je pa to edini odgovor. Ja. Svetinje rabijo vse prej. Azkaban pa mislim, da lahko kar sam pogledaš. Ja, den, strinjava se. Right. Wow. Okay. To je pa kar v redu. Se pravi, zdaj imamo Svetinje 1, pa imamo Enko, pa imamo Dvojko, pa imamo Kelih, pa je Princ, pa je Feniks, Svetinje 2 in najboljši je Azkaban. Bam! Tako je, Gary Oldman mora sam priti iz ruskega zapora in to je to. In sva nadušena. Zdaj pa zraven bova pa še nekam umestila živale 1 in 2, jih bova kar kle noter dala, kam bi jih dala. No?
O moj bog, najprej se morava sploh zmeniti, mi da zdaj, kjer je boljši. Ja, se res, mi imamo že to težavo. Mislim, če mene vprašaš, meni je enka res slabša. In jaz bi enko dal tam nekje pri Deathly Hallows 1, mislim, pri Svetini 1 bi ga dal. Dvojko bi pa mogoče dal nad ta prva dva Harryja, ne bi jih dal. Realno ne, kar sem si premislil. Se pravi, realno gledam, dejva jih ne dati v to konkurenco, pa jeva naprej, če me ne vprašaš. To mislim, da je rešitev. Lahko se strinjava, res, da Svetinje smrti 1 imajo več filerja, kot živali. Ja. Da bova pa lahko pravzaprav kompetentno in ocenjevala in tako, da ne bova komu delala krivice, bova pa počakala do leta 2025, kdaj naj bi šel še 5. del iz te sage, pa pol vidimo. Ja, pa ne, se tudi mogoče, ker naslednji film pride, narediva eno epizodo, jaz sem čist zate star. Res. Jaz sem za 2, eno prej, eno pol. Zmenen, ok. Drugač pa evo, ga spisek imamo, ga bova dala v zapiske, ne? Sem pa ga kontra obrn, da nav folk misli, da jaska ba najslabši. Ok, ga bomo obrn na kontra, ni panike. Tako da, ajde, Pižamc, kaj je naslednja stvar? Mava še par stvari, ne? Sva rekla. Mava ful enih stvari, dali ste nam ful enih zadevcev in glih za tega za rangiranje urokov si nisem zapisal. Aha, evo, Uroš Ocepek je delil tole seznam, ki so ga naredili na Mashable, samo mehen, in je pač vsak pač sleherni urok iz Harryja Potterja, ki so ga razvrstili glede na uporabnost. Ja, lahko sam eno stvar, sorry, ker te prekinja, ne, ker Uroš je meni tudi na Instagramu pisal, ne, ker pač uči v bistvu računalništvo na eni srednji šoli, ne, in ima dejansko morajo sorting hat algoritem narediti pri njemu, kar je epsko, star. To je kar v redu, no. Tako da ja, dejansko malo Potterja uplete tudi v učni proces, no. Tako da kar v redu, pa pohvaluje pač vse, kar so naredila, no. Tako da ja, to sem hotel reči, ker je pač v redu pri Fox očitno, ker to Jaz tega nisem delal pri računalništvu v srednji. Mi smo pri računalništvu v srednji imeli Pascal. Ok, ti si starejši. Pa WordStar. Ja, to je kar slabo. Prosim lepo. Ja. In pa smo imeli tekmovanje v Tetrisu, ko sem bil v prvem letniku, krat popoldne, sem prišel popoldne Tetris nažigati in pa smo itak vsi spušili proti modelu, ki je bil kar ateist. Mi smo pa na Ercu viseli in se pogovarjali s puncami, kar smo mislili, da so punce. Resnici so bili 35-letni moški. Tako. Ki so čakali. Zakaj ni benga podcasta za nas? Koliko časa bomo morali še čakati? Pejmo se pogovarjati srednješolci. Tako, to je dejstvo. Kjer je, o moj bog, ti si gledal, zdaj, ker si to debate srednješolci, si gledal Never Have I Ever? Videl sem mal, ker je Urša gledala, nisem pa jaz gledal. Čeprav razumem, pač srednja šola, ljudje, ki jih 22-letniki igrajo. Ja, ampak genialno, res tako proper sitcom. John McEnroe je pripovedovalec, komentator dogajanja, kar je že tako noro, ne bomo povedali, zakaj se polizi. In je nori liki, super zapleti, ja, je to malo klasičnih teh srednješolskih, ampak res narejen, tako kot je Mindy Kaling, pa mislim, da je še ena, ki je tudi bila zraven Brooklyn Nine-Nine ali parenju teh stvari, so avtorica in je tako, spiješ pirček 2 zraven, režiš, ni treba razmišljati, ampak tako hude šale, tudi brutalne na trenutke in tam not je en moment, ko se pač tip, ki je vas namorjen na zmen z enemu, k fanom Rick and Mortyja naredi to, da se dobita, ne pa tam en kripo 40 let. Tako, to je bilo na Jercu. Hvala za to zastranitev, Pižamc. Ja, dajte gledati to. Sicer pa ja, evo, 81 urokov so našteli, zdaj pa mene zanima, kako se ti strinjaš, da so na zadnja 3 mesta so postavili te 3 neoprostljivke, se pravi Imperijo, Crucio pa Avada Kedavra kot zadnji. Ne, ker prav, da je z njim se ubija ljudi, je neoprostljiv in je Voldemortov najljubši, zato bo zadnji. Ja, pa mislim, kaj bi pa ti, da, a veš kaj, mislim, ta je, če več se ne da, zato je tudi prepovedan, ja. Zdaj edina temu, da to daš na prvo mesto. To je. Kam ga daš? Tle odvisen, kje si ti pol na temu koordinatnem sistemu.
političnega prepričanja, kam bi ga dal. Ja, mislim, moraš ga dati dosti visok, mogoče pa ne na prvo mesto. Na prvo mesto daš zato, da daš nek signal ven, daš nekaj bolj normalnega, mogoče. Ne vem pa kaj, iskren. V glavnem pa imamo polhen enih telih, ki jih ti mogoče nisi nikoli slišal za nje. Tako da recimo na 45. mestu je, se pravi, glih, zlata sredina skoraj, Erecto. Kaj je to? Kaj misliš, da je Erecto? Naj ti pomagam, da si ga videl v filmu. Saj upam, da je v filmu. Okay, kjermu filmu? Ali bil pa v knjigi? Ja, narobe se sliši ta urok, zato ne vem, kaj. Zakaj se narobe sliši? Ne vem. Erecto. Ja, ne vem, kaj pa dela? Mislim, kaj, neki... No, daj ti povej, kaj misliš, kaj dela? Neki poveča. Niti ne. Z njim Hermiona, zdaj vidim, da se to sliši narobe, v Deathly Hallows postavi šotor. Ok, to je bil pa joke. To je pa sploh kar očiten joke. Ok, še kažem ga. Mislim, da bi bilo bolj, če bi kdo od fantov postavil, ne? Ne, ker ona lahko, no, ni va, pejmo naprej. Slovo. God, prosim. Potem, recimo, kaj imamo še, kakšne take? Expecto Patronum je recimo šele 30. To je pa weird. Čeprav, ne, to je weird, ti se kar legit pač. Dejansko je 3 mesta pred njim na 27. je Ridiculous. Pa dar, ta je res v redu. Mislim, ta je cool, to je cool urok. Čeprav se je to, ja, dobro. Kleš, kaj je fora? Ker karkoli kamorkoli daš karkoli na lestvico, lahko je tebi eden všeč. Veš, kaj mislim? Težko rečeš, da so eni boljši, pa slabši, ker imaš pač v roke, da ljudi spremeniš v živali, recimo. Razumeš? Pač to ti je lahko daš tudi dobro dušo v to, ne sem slabo dušo. Veš, kaj mislim? In je lahko dosti, tako da je zelo preveč subjektivno, resnično. Mi je pa zanimivo to, da so dali unga, mislim tako, da so dali tune 3 na prva 3 mesta, no, ti smije. Na zadnja. No, sorry, ja, pač, to mi je pa tako, ampak ne vem, a ti imaš nekega favorita med vsemi dejansko? To, če bi mogel. Ne vem, bomo videli, kaj prije do konca, zadnjega, ki pove, je tako zelo dejansko dobra argumentacija, se mi zdi. Recimo, na 10. mestu je Reparo. Jaz bi to višji dal, to je meni všeč. Ok, v redu. Sploh, če si štoras, ne? Se mi zdi, da je kar. Prav pride, ja. Okay. Na 7. mestu je Expelliarmus. Ja, pač, ne. To je ta go-to od Harryja. Se mi zdi. Ja, okay. In potem od 5. do 1. mesta je, ta 5. je Akio, kakorkoli so ga. Mislim, da je Akio, ne vem. Akio, se pravi, pridem. Ja. Potem je Anapneo. Okay. Kaj misliš, da bi bil lahko Anapneo? Anapneo. Ne vem. A si slišal že kdaj za Anapneo kot samostalnik? Ne. Ker ne moreš dihati. Ja, in Anapneo. Ja. Anapneo je dejansko čarovniška varianta Heimlicha. Ok, lepa, to mi je pa kar všeč. Všeč mi je zdaj ime, ker lahko, ja, ok, v redu, naprej. 3. mesto je Incendio. To zažgeš, ne? To pač kuraš, ja, to vem. Dejansko, ja. Dejansko ogenj, okay. Ja, ta Prometej urok. Potem je na 2. mestu Evanesco. Ne vem. Se pravi, nima nič zveze z Evanescence. Okay, se pravi, ni tako, da je povin, zdaj bo nekaj glem ali dum ali nekaj nemo metal. Prišel in sicer je prav tako, da making things vanish is magic at its most traditional, but don't just think rabbit in the hat type stuff, think bigger. Se pravi, s tem bi lahko recimo izginil vse smeti v svoji hiši ali pa mogoče pač tleclo, da bi se več čarovnikov skupaj vzeli, ne, in bi pa kakšne te smetišča lahko pospravili. Ne? Tako da bi bil zelo dober urok za okolje. Okay. To je dosto, mislim, všeč mi je te, ki jim dajo preveč skala, ki lahko preveč naredijo. To je vedno dobro za filme, ampak ja, okay, fair point. Mene zanima zdaj, če ta Evanesco bil to ta vneš, ko smo se takrat pogovarjala o Rowlingovi, ki je prijavila, da so včasih, da niso imeli stranišč, da so se pač šli nekam na kraj. Se mi zdi, da to je tak
To bi bil lahko ta, ne vem, razen če je bil, potegnijo. Ne, hotel sem reči, da dejansko odvisen, koliko si na WC hodil. Pač, pa si tega rabo ali kakšnega drugega. In zdaj pa ostane samo še prvo mesto. Okay. Zdaj pa, kaj misliš, kakšen urok pa bi bil na prvem mestu po tvoje? Kjer bi bil najbolj koristen urok? Najbolj koristen? Kako misliš najbolj koristen, v kakšnem smislu? Ja, tako, mogoče celo tako utilitaristično, če gledaš. Kakšen urok misliš, da bi bil na prvem mestu po koristnosti? Ja, za hrano ali pa neki, ne? Kao lačen sem, bum, hvala lepa. Zelo podobno, ja. Pač replikator, skoraj da varianta. Ja, tako. Aguamenti, agua, voda, agua. Tako je. Urok, s katerim narediš vodo. Ja, ok, mislim, ok, razumem, to je meni legit. Zdaj mi je jasno, zakaj je bil Vatikan proti Harryju Potterju, ker pač tam je fora, da iz vode delaš vino, tle so pa vodo delali. Ja, sem vodo naredil, ja, ok. Čeprav to mi je pa, to hočeš dati na prvo mesto. To hočeš dati na prvo mesto. Dejansko je super, a veš, tako pač le bomo vzeli te otroško serijo in naredili res, mislili na svet ob tem. Ok, fair point. Sem za, ta spisek mi je zdaj všeč. Tudi zdaj mi je kul, ker je to že, kar sem prej rekel. Kaj hočeš povedati s spiski, to je vedno pri teh spiskih. In če daš avakadavra na zadnje mesto, pa to na prvo, fair point. Tako da, ok. Top. Evo, povezavo imate v zapiskih, lahko pogledate vse. Pa smo šla pa gledati, Ana Šela nam je dala na Wizarding Worldu, kjer si lahko izbereš, oziroma preveriš, kdo bi bil tvoj patronus. Zdaj bom tako rekel, Anže, jaz predvidevam, bo tudi povezavano, če že niste, je tako po svoje dosti zanimivo, moraš se pač kao spomniti svojega najlepšega spomina, najbolj srečnega spomina in pol hodiš po eni hosti in ti daje besede na izbiro in pol sam tako malo zelo intuitivno vse skupaj delaš in jaz mislim, da tebi je dal nekaj letečega. Bolj se ne bi mogel motati. Kaj misliš, da sem jaz dobil? Ti je po mojem na koncu Lena dobil ali pa nekaj klasičnega ali whatever. Povej, kaj si dobil? Dekar povej. Jaz sem dobil Bernardinca. Dejansko, Berni, če smo gledali, kdo je bral Zmajdi Rendaja, tam je zelo znan Bernardinc, Berni, tako da jaz mislim, da to je patronus za Jocota. Wow. Okay, ne vem, zakaj je to tako smešno, ampak mi je, v resnici ne vem. Meni dejansko to je the best. Pride pomagati, pa pride do tebe, ti naštima lepo soček, si naštimaš malo konjaka, karkoli ti je prinesel, rukneš še enega. Ok, to je kar smešno, resnično. Jaz bi vzel tega Bernardinca tudi kot familiarja, če bi bil čarovnica. To je kar smešno. Mi super ideja. Ok, fair point. Jaz sem pa dobil. Slabo. A je žuželka? Ne. A je sesavc, a je vretenčar? Poslušaj. Moj bog. Škaj fora? Legit žival, pa tako bom začel, legit žival je, nočem biti downer, res je legit žival. Okay? Ampak, mal je čuden. Dobil sem vevarca. Ne vem, kaj naj si. Nič nimam proti vevarcam, to lahko povem, ampak vevarca sem dobil. Anže, mislim, da je ta zadnji prišel ta trenutek v življenju, ko si moraš priznati, da si pač veveriček posebne sorte. Očitno, več ali manj, ampak pač vevarca. Ok. Kaj se je zgodil z raco? Ja, točno to, kje je raca, come on, man. Ampak ja. Zakaj ni bilo vprašanja o hokeju? Okay, no, da je pa malo še par stvari, ki so jih ljudje. Pa jaz imam zdaj, to sem hotel reči. Jaz imam zdaj nek ta pasport na Wizarding Worldu, ki se moraš registrirati, tako da to imam zdaj v življenju. Tudi jaz, ampak nisem šel pa še preverjati, v katero hišo bi šel. Ja, me Mikal pa so začeli. Ja, no, ajde. Kaj imamo še? Dali ste še par dobrih idej. Mislim, da je tole tudi, ne vem točno, kdo je dal, ker tega si nisem poceni Potterja verzijo, ti si to pogledal slučajno. Ja, vrhunsko. Ker so dali Studio 188, Harry Potter Low Cost version, ta prvega filma, ki je genialno posneta, par ljudi, ki
dva, mislim, da si z stvarmi iz gospodinjstva naredita vse ikonične prizore, kot bi na MMC-ju rekel v filmski kritiki, vse ikonične prizore prvega filma v uspešni sagi na domač način. Ja, ti tako, toliko slabo za nalaž slabo narejen, da je dober. That makes sense. Tako, ja, res fajn. Res fajn. Dejansko pokaže ful inovativnosti, kar se tiče telih props, se pravi, da je to. Dej, pomagi. Dej, Anže, ti si mojster za slovenske besede. Props. Rekvizitov. Genijalen mi je ta Harry Potter, ki ima na mestu strele, ima N stipkovance na čelu. To mislim, da je bil ta moment, ki so že tako kupali. Ja, ne, pa tako, meni je bilo, kul je bilo glih zaradi tega, ker če že to narediš, ne sme, zajebanje je v bistvu tako narediti, da je čip, ampak na endearing način, razumeš, da je prikupno, da ni sam slabo, no. Tako, to je zelo težko. Zato, ker je ful ene inovativnosti, pač kao, naredili bomo pač čip verzijo, ampak bomo pa ful inovativni pri stvareh, kako bomo, sploh ona genialna z tem smotanim, ne pa na drugi strani z Voldemortovo glavo in tako. Ja. Lušno, poglejte si, to je tudi vse v zapiskih. Potem pa pridemo še do žalostnega trenutka, kaj je človek, ki ga dobesedno poznava, dobesedno smo osebni prijatelji, Tom Felton. Tako. Zadnjič me pisal, rekel, kako je zdaj že kaj roštil za laufa, sem rekel, kaj pa boš drugega delal v tem času. In je naredil na Wizarding Worldu, v katero hišo spada in mu je pokazal Hufflepuff. Ja, kar zanimivo. Da tudi ti se nimaš kaj zasekirati, Anže. Moram pa reči, da to obstaja boljša reklama za ta kviz, kot to, da to on objavil. Veš, kaj mislim? Se mi zdi, da to je kar genius marketing, v resnici. Tako da, sorry, kaj imaš? Pa to je Anita nama dala, ne? To je Anita dala, pa črt je sicer Lipovšek nam je dal naslove knjig, kako bilo, če bi jih pripovedovala Hermiona, ampak je zafrknil link in je dal link na Wizards Unite, ki je na taka Harry Potter Wizards Unite je pač augmented reality, se pravi obogatena resničnost, mobilna igra. In ne vem, je sploh že ven iz bete ali ni, v glavnem igraš in potem piše tukaj, da pač da moraš iščeš po zemljevidu, iščeš živali in se srečuješ z njimi, razne artefakte odkrivaš, mečeš, prožiš v roke, tako da to dajte sprobati, mi da že tam tega nisva, pač ker se drživa bolj doma. Tako da to je res, mislim, da ni igra, ki bi zdaj bila fulna v porastu, ampak samo pa šel iskat pač te, kakšne bili te naslovi knjig, če bi jih pripovedovala Hermiona. In a ti si jih prebral, Anže? Ne, nisem. Se boš pustil presenetiti? No, dajmo. Tako prva knjiga bi bila Hermione Granger, and that time I used the power of research and deductive reasoning to make sure Harry didn't die. Redo. Vidim, kam to pele naprej. Druga. Hermione Granger, and that time I figured shit out and literally ended up petrified for the cause, and it took my friends weeks to figure out that I had the research on me. Ja, ok. Se strinjaš? Se. Tretji, ki mi je najboljši, Hermione Granger, and that time I was a Time Lord. Ok, vidim, kdo je to delal naprej. Ja. Četrta, Hermione Granger, and that time I realized I was hot and smart and saved Harry's ass with research. Again, all the time. Really, he would have died without me. Ja, se ona je dejansko, tako ko gledaš, proti Richardu, močnejša noga tega stola, tako bomo rekli. Ja, ampak veš kaj najhoj, to je v filmih. A ja, ok. Veš, to mislim, smo se krat že pogovarjali, da v knjigah je ful več tega, ker pač ona dva sta oba, če tako gledaš, novince v tem svetu. A veš, in Harry in Hermiona sta Kowalski. Ja, štekam, ja. Ne, v tem svetu, pač, ok, Kowalski z magičnimi močmi, ampak veš, in je ful enih stvari, ki jih drugače Ron pove, in dejansko par stvari, ki jih Ron v knjigah pove, so tle dal Hermioni, ker so pač, da so buildali to, te njene skillse, da je imela inteligenco, da si metal D100 lahko, ne sam D6, tako kot pri Ronu. Ja, ok, razumem, zato je, ko ona ima pač starce, ja, razumem. Ja. Okay. Ja. Peti del,
Ja. Hermione Granger, and that time Harry was too emo to actually do shit, so I did shit in his name because I'm the power behind the throne, clearly. Also, P.S. fought evil Death Eaters and won. Lepo. Okay. Paul Half-Blood Prince je Hermione Granger, and that time I told Harry about the dangers of copying off somebody else's work that wasn't mine, and oh look, I was right. Ja, to mi je všeč, to sem se zdaj spomnil, ta učbenik. Ne. To je v bistvu že spet huda fora. No. To mi je bilo dosti všeč. In potem še Svetinje smrti, ki so Hermione Granger, and that time I let Harry decide where to go and what to do, and we ended up wandering the forests of Dinlike for like 5 months before saving his ass at Hogwarts. Ja, vsi vemo, da je to najslabši film. Okay. Tako da ja, to je to, ne? A veš kaj, tle sta oba skup. Ja, razumem, ampak tako. Ja. Ta Wandering pa Woods, to mislim, da ga ni človeka, ki bi bil tam nahajpan. No. Tako mu rekel. Da je. No in potem je Rebeka, kdo drug ne, dal A Harry Potter Musical, ki sem ga šel mečken gledat, je na YouTubeu vas, imate linke in je pa parodija. Pač prve knjige je malo naprej in taka luškana produkcija, not imaš en komad, Ron pa Draco pojeta Granger Danger. Okay. Tam na plesu božične oziroma na Yule Ballu. Okay. Ampak ja, pač za pogledat, malo tako je zanimiv par momentov. Pa spet Ana Šela dala pa en film, pa to jaz sploh nisem, jaz sem videl, da obstaja ful tega pač fanfictiona, ki je bil takrat, ki je tudi Harry prihajal ven. In so pa potem jasno ljudje kasneje, ki se je to pač prišel malo cenejše oziroma lažje se delo tudi video produkcije, prišel kar neki filmov, ki so pač jih naredili fani za fane, ampak celo nekako zgledajo. In si pravijo pač, da so mogoče celo malo bolj povezani z dejansko zgodbo, kot The Cursed Child. Okay. Tako da to moramo tudi enkrat v priliki pogledati. V glavnem, en je ta, ki ga je Ana dala, je Severus Snape and the Marauders in govori, nam predstavi te, se pravi, 4 marauderje in pa Severusa Snape'a, ki se znajdejo v enem baru in potem imajo, ne, pač navšti z Voldemortom in se med sabo malo klofajo in potem pride twist in dajte pogledati, luštana zadeva, mislim, da je 15-20 minut traja, še krajši je pa filmček, koliko 15 minut, ki bo pa tebi Anže všeč, Okay. je pa Neville Longbottom and the Black Witch. Oh, wow. Je pa, pač imamo Nevilla, ki pač to spet Anžeš, ker sem rekel, da v knjigah je malo bolj več tega, tudi ljudje so pa, kako je napisali, da imaš ta St. Mungo's hospital in kako gre on tam pač starše obiskati, da se vidimo njegove starše. In tukaj pa dejansko film o tem, ko on obišče mamo, tle se pravi na tem oddelku bolnice, ki je še majhen, in potem doživi flashback, kako je pravzaprav bil ta spopad med njegovimi starši in Bellatrix Lestrange, kjer so dobili eno, ki res dela... Gledam. 80% teh ksihtov, ki jih dela Bonham Carter. jih tudi. Ja. To je pa dosta v redu, zgleda posneto, resnico boje. Ja. Okay. Tudi pa runih, veš, pri tem v Maraudersih je tako, dejansko imaš nekaj v roki in tako kar proper zgledajo. Ne? Ja, legit. Pa imaš pa par stvari teh fanfictionov, sem rekel pač, da to pa moram malo, da ti pokažem, kakšne stvari obstajajo tudi v tem svetu, kar so ljudje pisali. Ne? In eno od teh je Harry Potter and the Methods of Rationality. Ja, okay. Je Harry Potter pride na Bradavičarko in hoče znanstveno metodo se lotiti študije magije s pomočjo Hermione in se ob enem spoprijatelji z Drakom in mu skuša pokazati moč bunkljevske znanosti. Aha, ampak to je neka resna zdaj. To vidim, da je en pisal, ki je na Stanfordu pol govoril. Kva? Ja, je imel pač nek tudi, pač vse to so in polje, mu profesor Quirrell mu pomaga, pa ne vedem, v resnici Tom Riddle in tako. V glavnem je tako zanimiv in dejansko se je celo v ruščino prevedel in pol tam izdal v Rusiji. Pač ker v Rusiji lahko, ne. Ja. Lizer Yatkovsky je Yatkovsky.
Vrhunski prijem, drugače. Potem recimo imaš 35 Owls, tega Methods of Rationality je dal Lev M. Ivanov, je pač po imenu in prinku bi rekel, človek obvlada stvari, ki jih v Rusiji tiskajo. Ja. Imamo insiderja tam. Ja, v originalu. Leo, pošli vodko. Nik Erzetič nam je dal 35 Owls, je pa, to bi mogoče zate zanimivo, je pa korespondenca med Dumbledorom in Grindelwaldom. Ok. Aha, gledam. Okay. Všeč mi je takoj odzgori, this work could have adult content. To itak. Ta fanfiction je bil itak to, ta slasherski skozi, pa tega spart, pa unga spart, pa se verjetno v Star Trek vesolju tudi to obstaja. Nočeš vedeti, kdo je vse že tam skozi. Nočem vedeti. Jaz sem na faksu še šolca, ki je pisal slash fanfiction o Kseni. Pejmo naprej, to je bila informacija, ki jo nisem dal. Eno bolj bizarnih in sicer Hogwarts School of Prayer and Miracles. Okay. Kjer pride Hagrid k družini, začne se tako, nisem niti ni, ne vem, 14 poglavij, mislim, da je napisnik, pride k... samo 14. Pride družini, ne, in se pravi, predgovor je tako da, authors. Hello friends, my name is Grace Ann, I'm new to this whole fanfiction thing, but recently I've encountered a problem that I believe this is the solution to. My little ones have been asking to read the Harry Potter books, and of course I'm happy for them to be reading, but I don't want them turning into witches. So I thought, why not make some slight changes so these books are family friendly? And then I thought, why not share this with all the other mommies who are facing the same problem? So tada, here it is. In v glavnem pridejo k Dursleyjevim, ki so zelo, kako bi človek rekel, znanstveni ljudje. Recimo, kakšen ena je, ki pride, pač on pravi, ja nimam staršev, Hagridu pravi, lahko govori z mojo teto in stricem. Pravi, hello neighbor, I was wondering if you have been saved. Hagrid exclaimed brightly and tipped his wide-brimmed straw cowboy hat. Aunt Petunia left a gravely laugh and leaned forward on her sturdy practical boots. Saved? Don't tell me you're one of those Christians. Harry did not know what that word meant, but Hagrid's smile was the most peaceful smile he had ever seen. It made Harry feel warm and happy inside just seeing the glowing, radiant grin of the kind, friendly stranger's face. He wondered why Aunt Petunia and Uncle Verner did not smile like that. Yes, I am, Hagrid replied kindly. Are you? Aunt Petunia laughed again and stuck her pointy sharp nose up in the air. We are too smart for that. Haven't you read Dawkins? God is dead. Dawkins proved that. Would you like us to educate you on the Dawkins? To mi je pa on the Dawkins. Še najboljši line. Kristus, ljudje ima preveč cajta. To je res preveč cajta. Slabo. To je Urška dala. Hvala. In to niso vedeli, a je parodija ali ni. To je Urška Svetina. Urška Svetina je dala. Skoro. To smo. Pač primko ve vse. Eva družina, se pravi, nedavno sem izvedela, da obstaja fanfic, v katerem se zapleteta, ne vem kako točno, ampak dvomim, da je safe for work, Severus Snape in Aragog. Moj bog. Ne vem, ali je pisatelj tega čisto v redu, ampak v Harry Potter svetu fanfika se najde vsak pairing. Mal sem brskal. Pa resmo tega, da prvih 6 stvari, kjer sem dal Aragog pa Severus Snape, ni dal nič kočljivega in sem rekel, zdaj v Dark Web raj ne grem. Najdel sem pa nek esej o tem, da ne bi bil Severus imel neki, da bi nek animal, da se je spreminjal v bajka pa neki, tako da mogoče iz tega polka je šlo, ampak na. In potem mislim, da najboljši fanfiction ever, mislim, tako, tega sem zadnjikrat naletel na Redditu, ker so ga omenili in to je pa, pazi to, je pa naslov tega je My Immortal. Je že sluzast. Protagonistka je Ebony, Darkness, Dementia, Ravenway, 17-letna vampirka, ki hodi na bradavičarko in je Slytherinka. Tako da pač in pol obstajajo tudi in se zaplete z Drakom, ki je prikazan kot sramežljiv, občutljiv in bi. In potem jo Draco povabi v Hogsmeade, kjer imajo koncert,
Good Charlotte. Okay. In tako naprej. In v glavnem vampirji. Itak da. Pa uleti nekdo, ki je očitno kot Blade in ustreli Luciusa Malfoya, pa Siriusa Blacka, pa tako. In potem uleti še gotska verzija, se pravi darkerska verzija Martija McFlyja, ki Ebony da črnega DeLoreana, ki se spremeni v iPod. Ne bom zelo komentiral tega. Naprej. 44 poglavij, Anže. Noro. In ko misliš, da ne more iti hujše, pride zaključek in sicer najhujši Harry Potter kviz, ki ga kadarkoli lahko pravzaprav greš rešiti. Sanja Juhart ga je dala. Sanja, hvala ti, mi da zažeta se ga bova lotila z vso resnostjo. Tako da že daš un BuzzFeed link, ki ga je, da je klikni. Ja, sem kliknul. Okay. Prvo je, izberi urok. Badabing, badabum, respekto petroleum, hokus pokus, aveda kadaver, tle en kopira naše, alakazam in gesundheit. Alakazam. Alakazam. Zakaj? Ne vem, so všeč mi je. Zdaj rekel gesundheit, ker to zdaj potrebujemo. Okay, na mene kul, ker je pač tako alakazam, se misliš, ker res tak Chinese knock-off. Naprej. Okay, izberi čistilni pripomoček, na katerem boš igral Quidditch. Ali so to vrtne grablje? Ja. Ali je to močo, ali je parni čistilec, rumba, ali je rumba, zmenen rumba. Sesalc, ali je ta za prah pobirati na palci. Rumba, jaz sem rumba. Ti imaš rumbo, evo. Jaz sem pa rekel, sicer od unih fanfiction prej sem v Steamy, ampak jaz sem rekel pa vrtne grable, okay. Da pokažem svoj stik z naravo. Lepa. Evo. Se pravi, zdaj moraš pa izbrati, kjer napoj boš spil. Roly-poly juice potion, se pravi, napoj, zaradi katerega se zviješ na tleh kot ta hrošč, roly-poly, karkoli je, priznam, nisem googlal. In če to veste, napišite komentarje, bova prebrala, se bova podučila. In se potem kotališ po tleh. Potem je liquid mak, ki te spremeni v čudno zeleno sluz, ki jo najdeš na dnu koša za smeti. Okay. Confusing concoction je mešanica tekile, ruma, vodke, absinta in kisa. Če te to ne zbegate na nič drugega. Okay. In pa Drought of the Living Drought ti pa da možnost, da izpraziš, pravzaprav izsušiš kjerokoli pač vodo, ki se jo dotakneš, se pravi vodno telo, kot rečemo body of water, se pravi. Je ta kar zajeban. Ja, se pravi, da imaš lahko, ne, se pravi, in bazene, in se pravi, peneče kopeli in oceane. Jaz bom kar ta confusing concoction vzel, ker je tekila, rum, vodka, pa absint, pa kis, ker zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Če jabučni, ja, pismo, če pa vinski, pa ne vem, če bi. Okay. To je slava šala. Kredo, naprej. Ja, čakaj, ne, jaz se moram zdaj še resno poglobiti. Edini sem, ki se resno poglobiti. Ne, jaz bom pa rekel ta Drought of the Living Drought. Čisto zato, ker vem, da bi ti pol za mano letal, pa unga Aguamentis metal, da bi popravljal stvari. Pa imamo 4 Harry Potterje, se pravi kosmate lončarje. Kjer je luškan, da vidimo, hajde. Ta je malo star. Ta prvi je hipsterski, drugi je star, tretji je metro, četrti je pa ruralc. Ruralc, jaz ruralca vzamem stari. Jaz sem pa tega hipsterja. Ok, zmerem. Se pravi, sova, ki prinaša tvoje pošto, je zaposlena. Izberi si drugo ptico, ki bo prebrala. Jastreb, flamingo, golob, kura, pelikan ali noj. Golob, ta star. Znalaš. Jaz sem pa prav rekel noj. Okay. Ne se namatra, ne laufa. Okay, pred zadnje vprašanje. Choose a wizard. Choose a wizard. A jih poznava sploh vse? Okay, eno je Gandalf. Doctor Strange. A ti z Gargamel od spode? Ne, ni. Ta je iz Disneyja. Čakaj, ta tretja je, ne vem kaj, to je neka... Selena Gomez je to, se mi zdi, stari. A Selena Gomez, ok, ti veš. Selena Gomez očitno je wizard, pa je nek model. Pol je
je čarovnik iz Oza, to vem zaradi tega, ker imaš le tega pločevinkota odspred. Vidim, ok. Ta je, mislim, da po klobuku sedeč, pa če se prav spomni, čarovnik iz fantazije, kamo Miki, ki je vajencnega in polune metle začara. Ok, preveč, tega nam zbral. Pa Sauron. Eškva, jaz bom kar Cumberbatcha. I'll have me some Cumberbatch. Ne, Cumberbatch. Evo, jaz sem pa rekel čarovnik iz Oza čisto zaradi tega, ker sem zdaj se 13 epizod oddaje pretvarjal, da sem največji znalec za Harryja Potterja, v resnici sem se pa skrival za komentarji naših poslušalcev na Facebooku. Okay. Zadnje vprašanje. Ja, prav, če sem pravilno razumel, tale modelko potrebuje štumfe in zdaj moš izbrati par štumfov za Dobija. Eni so rdeči, mislim, da je Grinch gor, eni so oranžno-modro-rdeči črtasti, eni so tudi neki, zgleda taki ruski vzorc. Ruski, jaz sem si že to zbral drugače. Ti si že posal eni roza, pa modri, tudi neki pinki in pa še tudi eni bili. Ful nimajo, vsi so tako klasični, niso zdaj to te novi štumfi, ki je fora, da nimajo para, da so različni. No daj, zberene. A ti si te ruske? Ja, jaz že imam hišo. Jaz bom pa tele spode levo, te fluorescenčno zelene, pa moje, zato ker me spominjajo na ene, ki sem enkrat prav iz Joka nabavil ene z samorogi štumfe in podoben odtenek modre barve je gor. Ja, ok. Kaj si dobil? Ravenclaw. Preber še pojasnilo. Ravens and griffins are both birds, so I'm not super sure of the difference between the two houses here. Kaj je das res? Let's just say you're sharp like a raven's claw. Also like a raven, you're smart and quick and you like to hang out in Target parking lots ali pa Mercator parking lots, recimo. V redu. Ravenclaw, kaj si ti dobil? Mislim, da ne boš več govoril z mano. Povej. Ker sem dosegel tisto, kar si se ti trudil 2 meseca. A res, ali kaj, dolgo si. Tako je, postal sem Slytherin. Ok, lepa. Slytherin has to do with snakes, so I'm using my context clues to tell you that like a snake, you're cunning and powerful. You can also unhinge your jaw to eat things twice your size. Mislim, da so me zadeli. Dobro, Ravenclaw pa Slytherin, tudi v redu. Všeč mi je, da drugačke zanč, čeprav je... Ja, jaz mislim, da so te štumfi naredili razliko. Štumfi, po mojem, so edina stvar, ki ti sploh da, ki sploh odloča o čemrkoli, bi človek rekel. Če bi karkoli bil res, da je to najslabše, bi mogel res to pravzaprav narediti. Da. Ali pa da bi šel zdaj le čez, pa da narediš isto odgovor, pa da ti nekaj drugega. Nekaj drugega, ja, v bistvu tako bi mogli biti, ja, vsakeč bi mogli biti nekaj, ja, exactly. To je počas konec hashtag Tomo gleda Potterja. Tomo, kaj si odnesel od tega, ko si gledal Potterja? Pa tako vam rekel. Prijateljstvo dosegel, a si spoznal prijatelje? Kaj to pomeni? Ne, škaj fora. Ne vem, sam sem zmeri tako, veš, mogoče bi Tomo gledal Potterja v resnici prijatelji, ki smo jih spoznali med potjo. Ne, škaj fora. Moram reči, da sem kar fan ratov pač filmov in tega sveta. Tudi videl, koliko ljudem to dejansko veliko pomeni. To je kar fajn videti, ker vsi imamo nek svoj fandom, tako da jaz to vedno spoštujem. Pa predvsem to, no, ki mi je pa res dal malo misliti, te filmi so res ok, to ni krep. Pač, tako kot sem se že parkrat pogovarjala, jaz sem imel malo občutka, da je to bolj krep, pa pol ljudje gledajo zaradi knjig, pa veš, ker so odrasli s knjigami, pa neki. Pa ni, tudi čisto kot filmi, te stvari dejansko ležiti spadajo. Tako da, kar se tega tiče, moram reči, da sem prav vesel, da sem jih končno enkrat pogledal, ker se je spačal. No? Tako da, ja. Evo, zdaj super, pred 20 minutami je prišel mail, še en, na glave in ti ga bom zdaj prebral. No, daj. Spoštovana G. Gorenc in G. Tomič. Po tem uradnem nagovoru pa zelo neuraden komentar na serijo TGP. The best, hvala, še prosim. Zakaj? Ker sta mi pokazala, kaj podcast je. Ja, vem, noro sem za časom in da se da totalno odklopiti od vse karantenske zadeve in od 2 živahnih malčkov, če se tam mlajši zvečer ne zbudi med poslušanjem. Ker sta me spomnili na to, kaj vse prinese Harry Potter svet in da se splača kakšno knjigo ponovno vzeti v roke. No, tega še nisem naredila, je na seznamu takoj za pisanje magistrske, ker. Vajni podvigi zagotovo niso hudodelstva, se priporočam še za kakšne podobne podvige, ampak dajta pa dovolj časa za ogled filma pred poslušanjem podcasta, da bo uspelo redno spremljati. Vprašanje pa
predvsem za Tomota. Glede na to, da počasi postaješ Potterhead, te že kaj mika, da bi prebral knjige, zakaj da ali zakaj, oziroma ona prav in zakaj ne. Ne veš, zdaj tukaj enkrat veš, pa sam vsak mi pol tudi reče, da koliko je boljš, ne, v resnici, koliko so knjige še boljš. Tako da dejansko nimam neke ekstra verzije, ampak bolj čas. Čas je v bistvu edini faktor, no, v resnici, čas. Ampak In še to, si pričakoval, da boš imel tako odziv na vse skupaj, ali si mislil, da bo vse preveč otroško? Ne, se pravi, to gledam, to sem že malo odgovoril. V bistvu, jaz sem mislil, da bo bolj otroško, absolutno. Čist podcenjeval zadevo, In Pižama, si ti kaj drugače gledal na filme zdaj, kot pa pred temi podcasti? Prej sem jih gledal nedolžno z otroškimi očmi in spremljal zgodbo, zdaj sem pa jih gledal z očmi starega cinika in iskal šale v njih. Kako se bom lahko norčeval iz dela profesionalcev za to, da se boste vi nasmehnili za 5 sekund? Hvala vam, res respekt, oziroma da končam tako uradno, kot sem začela, s spoštovanjem, Sara Močnik. Hvala, Sara. Hvala, Sara. Mislim, da si ti naredil en super zaključek tega. Res je. Tako da, še enkrat ful hvala, ki ste poslušali. Dajte nam še kaj potegati na Instagramu, ne se odnaročiti na glavo. Tudi kakšen post, ne samo v story. To še preveč hočeš, ampak dajmo probati. Drugač pa, ostanite naročeni, poslušajte še Aparatus stvari, če najdete še kakšno izdela mene intervjuje, pa neki zgodlerjem, ker je za nič. Pa mi delamo zdaj nekaj o basketu, se pogovarjamo. S Pižancem dejansko in z Bokijem delamo podrobnosti, kjer včasih tudi kakšne filme obdelamo, pa weird dokumentarce. Včasih podoben vibe, kot pri glavah. Tako da se to Pa jaz sem zdaj pri Sašatu, pa pri Alešu, res tega ne veš. Res je. Fulje enih teh stvari. Anže, kje se te kaj najde na internetu? Jaz sem več ali manj povsod Anzeto, je pa res, da veliko gledam našo legitimno FB skupino od Aparatusa in pa moj Instagram, kjer sem Anzeto. Ti Pižamc. Jaz sem na Instagramu, kaj sem že, Stric Bedanc, na Twitterju sem Pizama, tam smo tudi Aparatus _si, na Facebooku sem Stric Bedanc, Boštjan Gorenc Pižama in pa ta teden, kjerkoli dan bo šlo to ven, sem tudi povezoval od doma večer iz Desetke, tako da poiščite Desetka na Facebooku in boste tam najdel. Nekaj šale bom govoril, upam, da bo šle. To je najhuje. Zdaj se navajamo na te posnete in moj bog, to je tako, ker ti misliš, ful huda šala je in pa bomo videli, kaj bojo ljudje, ki doma gledajo, rekli. Ampak je po svoje pa dobro, ker nas pa zdaj prisil, da iščemo pa še kakšne druge formate, kako to v video nekako zapeljati. Tako da to je to. Jaz sem tudi rekel hvala, že prej na začetku, jaz sem pa zdaj tudi na koncu hvala res vsem za to družno. Mislim, da če bi z Anžetom, če ne bi bilo ta zgodziva, da midva ne vem, če bi tole do konca sicer prekolala ampak bi trajale ne 4 mesece, da bi počasi tako, pa ker sva takoj na začetku videla, kako ste vi zapopadli, sva midva zapopadla še bolj, zagrizla v te filme in začelo se je tako, da je Anže tarnal nad nesramnostjo drugih likov do Slytherina, končalo se je tako, da sem jaz padel v hišo Slytherin, tako da lahko rečem sam. Slovo. Zdaj bo rekla, Dio. Najbolj pa hvala seveda vsem, ki ste podprli tudi Aparatus v tem času. Verjamem, da tudi pri.si. Pod pri.si, tako je. Verjamem, da kdo tudi zaradi teh glav. Tako da res ful hvala. Pižamc reče Dio. Ajde, čau. Adijo. Hvala vam.